To so Dependance Emona, pa si poglejmo, kako izgledajo več kot po 30 letih v središču mesta Novigrad. Sodili bi, da je to šlo za slovensko podjetje, in tega ne moramo zagotovo se trditi. A tukaj imate zanimivo počivališče, a tukaj je Dependanca iz zunanje strani, ki v sramoto tako mesta kot hrvaškega turizma in seveda tudi lastnikov, za katere se natančno ve, kdo so, saj mi ne vemo. Želimo pa pokazati, kako na Balkanu ravnajo z premoženjem, ki bi lahko prinašalo s pomočjo ustreznega turističnega pristopa res veliko denarja. No, tukaj le vidite spet neka ležišča. Objekt je mimogrede v bližini zelo lepo urejene marine. Čemu ni urejen, pa kot rečeno v uvodu, vam ne znamo pojasniti. Pa se bomo pozanimali, če bomo uspeli najti sogovornika, da vam pokažemo to razpadajočo Dependanco, ki se, kot rečeno, imenuje Dependanca Emona. To je tole. To je objekt, ki je res prava sramota mesta Novigrad. Nekoliko dežuje, ampak bomo potrpeli, da vam pokažemo od blizu to res neurejeno turistično zgradbo v središču mesta Novigrad. No, kot rečeno, poglejmo na eno stran. Zdaj so prvi urejena nova marina. Poglejte tole zelino. Čeprav piše, da je napisal nekaj, kar vam ne bomo prebirali, je to res sramota. Pa naj še kdo reče, da znajo Hrvati ravnati s svojimi objekti, razen če seveda to niso njihovi in so jih zaplenili nekomu, sodeč po našem mnenju nekdanjemu slovenskemu lastniku. No, to je bil kratek utrinek iz predstavitve Dependance Emone v središču Novigrada, v bližini res urejene
in ustrezno opremljene. Tako imenovane parkirnice znamenitih in bogatih